Zmaj beži, Turk ga lovi. Suvereno so z jesenijo opravili nogometaši Olimpije. Ne le, da so si v skupinskem delu konferenčne lige kljub zdrsu proti Cercle Bružu krog pred koncem že zagotovili pomlad v Evropi, tudi na domači fronti je bilo njihovih zmag precej več kot porazov. Lepo zalogo v prvi ligi so zmaji odnesli na zimski premor. Bitka, razumljivo, na pol poti še ni odločena. A da bi jo zakuhali, bodo morali zasledovalci odpraviti kar nekaj težav. Celje z najdražjo in vsaj na papirju najbolj kvalitetno igralsko zasedbo v prvi sezoni, ko domače obveznosti kombinira z evropskimi nalogami, precej niha. Sicer razigran napad ni uspel dovolj zamegliti lukenj v obrambi, da bi se aktualni prvaki dvignili višje od 4. mesta. Koper je zraven, med slovenskimi prvoligaši se lahko kot edini pohvali z zmago proti Olimpiji, a tudi na Bonifiki ni šlo vse gladko. Pa Maribor, s 6 točkami zaostanka bo krenil v lov. In brez Marka Šulerja. Da je vsaj med delom navijačev vse manj priljubljeni športni direktor zdaj tudi uradno postal bivši, ni pretirano presenečenje. Nenazadnje je že poleti, po izpadu iz evropskih kvalifikacij, sam priznal, da je v Ljudskem vrtu le še izvrševalec, odločitve pa sprejemajo drugi. Tudi oktobrska rošada na čelu trenerskega štaba ni zrasla na njegovem zelniku. Drugačen, privatiziran Maribor je bil realnost še preden je skupščina dala blagoslov vstopu turških partnerjev z Acunom Iligalijem na čelu v lastniško strukturo s klubom povezanega podjetja. Prvi Iličalijev operativec pod Kalvarijo, Čem Bazgul in njegovo moštvo zdaj vlečejo poteze med vijoličastimi. Septembrsko kadrovanje s prihodom sicer kvalitetnih, a s preostalim delom moštva še nepovezanimi okrepitvami ter remont trenerskega štaba z ustoličenjem Boštjana Cesarja, še vedno najtrofejnejšega kluba v državi ni izstrelil na vrh. Zimski prestopni rok bo pester. Cesar bo dobil priložnost, da si oblikuje ekipo po svojih željah, hkrati pa bo moral prepričati staroselce, da sprejmejo njegove ideje. Načrt, kako spomladi uloviti zmaje in izkoristiti pomanjkljivosti, ki jih je nakazala četrtkova tekma v Stožicah, bodo vijoličasti snovali v Turčiji. Ne le v tradicionalni bazi v Beleku.